Tale video pa namenjam svojim stanovskim kolegom, coachem, svetovalcem in mentorjem. Ne, nič vam ne prodajam. Bom na koncu mogoče dal kakšno pobudo, ampak prodajam pa čist nič. Jaz sem Robert, ne vem, verjetno me ne poznate, ampak če pa mislite, da imate podobne vrednote kot jaz, me lahko na LinkedInu komot dodate. Sem zelo komunikativen in se rad povezujem. V Sloveniji se je razvil ta, bi rekel, svetovalni posel od coachinga do svetovanja, mentoriranja in tako naprej, kar mogoče za moj občutek bi se lahko že prej. Če se jaz spomnim, ko sem včasih preko Skypa najemal svetovalce iz tujine, coache, trenerje, sem mislil, da se bo to hitreje premaknilo. No, korona je pomaknila malo to, da smo začeli Zoom sestanki in to je potem precej lažje. Danes je v naši industriji kar veliko strokovnjakov. Majhen trg je in zato se potem ljudje kar prepletamo, gremo na preveč različnih področij. Težko je definirati, zakaj si točno ti specialist in tukaj je ta trik, kjer je težko delati posel. Želel sem sporočiti svojim stanovskim kolegom, da tisti, ki ste probali, veste, kako težko je dobiti posel in pri agresivnem marketingu marsikdo dobi posel, ki mogoče ni kos temu poslu in naredi malo škode naši industriji, se pravi, da potem reče, sem probal coaching, ne laufa. Ampak ne glede na to, probali so, mi delamo na priporočila, večina naših strank dobimo po priporočilih ene in druge stranke, čeprav Slovenci nismo znani po tem, da radi dajemo priporočila drugim. Ampak en premik mi še manjka, ki sem ga recimo na Zahodu pa v Kanadi, kjer sem več zelo pogosto videl, to združevanje med coachi in svetovalci. Zato pravim, jaz sem odprt, tudi tisti, ki me ne poznate, spoznajmo se, zakaj pa ne. Nismo konkurenca. Vsak mu lahko nekaj koristi. Če ste vi life coach, če ste vi, ne vem, kondicijski trener, če ste poslovni coach kot jaz, če ste prodajni coach, karkoli, vsak mu lahko nekaj pomaga. Je pa res, da ljudje naredijo tako, no zdaj imam pa dost ali pa kaj podobnega in takrat imamo mi občutek, da smo dobili nezaupnico. V principu pa gre za to, da je delati z nami težko. Ravno kar sem slišal, da je en sodelavec prosil, da bi mu nekaj pomagali zunanji svetovalci, je izbral mene. In direktor mu je rekel, a ne bi izbral nekoga drugega, pa Robertu je treba kar precej delati. Jaz nisem mogel verjeti, da je direktor to rekel, razumem bi, če bi podrejeni to rekel. V glavnem, ja, delati je treba, ker drugače ni spremembe in dober coach bo zmeraj skrbel, da nima slabe reference. In še ena stvar je, dragi kolegi, naši klienti plačajo račun, to imamo radi, ampak da bi se pa kaj posebej zahvaljevali, se pa ne. Čeprav mi naredimo mogoče včasih kak premik v celem življenju, ne samo v poslovnem življenju. In seveda tisti, ki so razumeli, se vračajo nazaj kot stranke in nekateri so pravzaprav jezni na vas, jezni na vaše znanje, ljubosumni in se z vami niti nočejo več videti. In to je narava ljudi. Se pravi, kakšen psiholog bi lahko o tem več povedal, ali pa zgodovinar, da dejansko narcisoidnost, pohlep, ljubosumje obstajajo že od civilizacijske dobe naprej, vedno. In ljudje se niso kaj dosti spremenili. Spremenili so se načini in orodja. Tako da to ne jemljite kot slabo. Tisti, ki so kdaj občutili ta vpliv dobrega svetovalca, bodo, ko pridejo, če pridejo spet na kakšno prepreko, znali poiskati pomoč. Načeloma pa danes saj imate AI, pa vam da, umetna inteligenca vam da kakšen odgovor, ne? Ampak kot sem rekel na začetku, bistveno je, da veš, kje boli, ne kako to rešiti. Ker če rešuješ narobno bolečino, ki je ni, ne bo nič boljše, ampak bo težje, zakompliciralo se bo. V glavnem, povezujemo se med sabo, to nam še manjka v naši industriji, da postanemo večji. Če ste sami, vam naj povem, vi ste blagovna znamka, vi ste produkt. Če vas je več, vi ste bombonjera. To pomeni vsaka prelina, en je lešnik, en je marcipan, en je čokolada, kakorkoli. Vsak ima nek dodano znanje in dodano vrednost v vašem biznisu. Tako da, zakaj ne bi delali še večje bombonjere, kot jih delamo?